Dobro jutro, bojevnice in bojevniki, plemenski. Kako sem že rekel, da iščem sliko tlele od zadaj, bojevniki svetlobe, ne? Tudi slika v štartu predstavlja bojevnike svetlobe. Počas se premikamo, res počas se premikamo do ugotovitve, kaj svetloba je in kaj predstavlja na tem svetu temo. Nekje se je znotraj mojih vsebin oziroma mojega pogleda na ta svet pojavila beseda narcizem in zakaj jih ne razumemo, zakaj oni nas ne razumejo, kako lahko delujejo v bistvu prav, kot da imeli učbenik, ne? Ma kaj oni imajo isti učbenik po celem svetu imajo nek učbenik pravil, kako zamegljuješ, kaj je gaslighting, kako je obračanje besed, kako je v bistvu nikoli biti jasen pri odgovoru, niti pri vprašanju, ne? Oni od narcisa nikoli ne dobiš jasnega odgovora, ti ga peleš, on tebe vozi, pa ti njega z nekimi jasnimi dejstvi in dokazi prideš do točke, zdaj pa stari, da ali ne, pizda, ne me med za bedaka, ne? In dobiš 5-minutni odgovor, na koncu katerega ti ne moš razbrati, ali je šlo za odgovor da, ali je šlo za odgovor ne. Ampak narcisi so po celem svetu enaki in nimajo učbenika, oni samo delujejo iz principa teme. Mi tega ne moramo razumeti, zaradi tega, ker mi tega principa v sebi nimamo. Mi delujemo po principu svetlobe, po principu etičnosti, morale, etike, človečnosti, ljubezni, avtentičnosti in tako naprej. In zdaj oni nas delno razumejo in v bistvu so nam zato, bom rekel, na nek način nevoščljivi. Pravzaprav bi nas prav zaradi tega radi potamanili, ne? Po drugi strani nas rabijo, tako bizarna situacija. Ampak prisotnost njih v naši bližini je za nas toksična, nevarna, bom rekel, za strani mentala smrtno nevarna. Te osebe grejo lahko tako daleč, da svojo žrtev izčrpajo in pripeljajo na rob, to tak rob preživetja, da v bistvu, oziroma njihova ideja je človeka sesuti, v bistvu posrkati do zadnje kaplje in ga izpljuniti kot zadnjo smet. Njihov vodja je tako imenovani Satan, zlo, devil, kakorkoli, in njihov gospodar bo njih izpljunil enako, kot so oni izpljunili svojo žrtev. In ne vem, ali se zavedajo ali ne, včasih se mi zdi, da ja, včasih se mi spet zdi, da ne vem, in pravzaprav me niti ne zanima, zaradi tega, ker mi smo v zadnjem času ugotovili, da moramo dati na prvo mesto sebe. Sem že naredil en video z naslovom Kaj bo z njimi, ne? Torej, pustimo jih na stran, boli mene, kaj bo z njimi, ne? Pa kljub vsemu se s tem ukvarjamo, ker želimo vsem dobro, ker izhajamo iz svojega principa pogleda na svet. Oni ne želijo vsem dobro, oni želijo dobro izključno sebi in pa makar preko trupel, ne? To je ta razlika, ki jo moramo razumeti, da eni delujejo na principu jaz, mi pa delujemo na principu mi. Dostikrat še sam rečem, smo naredili oddajo, pa sem jo jaz naredil. Ampak zaradi tega, ker smo jo mi naredili, ne, zavest jo je naredila. Dostikrat nimam niti vpliva na to, kaj leti v glavo, da ne boste mislili, in to povem na glas, da vam nekako osvetlim, da dajte se tudi sami prepustiti stvarem, ki prihajajo od odzgoraj. Jaz sem vam večkrat rekel, listek pa ujemi, kaj je prišlo, ne? Ne rabiš nikoli nikomur dati, predati, povedati, ampak ujel pa si. Jaz imam tlele enih listkov, pa zapiskov, pa blokov, pa vsega,
eno celo kapo, en gromozansko velik fajl imam v telefonu, kjer si shranjujem take najboljše stvari, ki se mi zdijo simpatične in primerne za predati naprej oziroma za nadaljno kontemplacijo. Ok, čakaj, izhajajo iz potrebe tako, če smo rekli, imajo učbenik ali ne, ker so po celem svetu isti, oni izhajajo iz teme. Izhajajo iz potrebe po superiornosti. Pri njih obstaja na koncu, izhajajo iz potrebe superiornosti, vidnosti in pomembnosti. Delovanje po lastnostih, in delujejo po svojih lastnostih, ki jih imajo, ne? Torej, laž, prevara, natega, podmuklost, metanje polen pod noge, zamegljevanje besed, sebe postavljati na pediestal in drugim pokazati, kako je v bistvu ta oseba, ki jo imajo za žrtev, res psihopat. To oni nesejo pokazati svojim flying monkeys, torej svojim pomočnikom, svojim leteče opice, no, je to v prevodu, ker vsak narcis ima svoje podpornike, ki so glih toliko glupi, stari, da ga podpirajo in častijo kot boga, ne? Mu slepo verjamejo in tako. In te flying monkeys, torej leteče opice, naredijo mnogo škode za našimi hrbti. Ampak, zadnje čase smo ugotovili, da nam v bistvu nič ne morajo. Ker nam ne morajo in nas tudi ne bojo več nikoli, zato ker smo ugotovili, da te stvari, kaj drugi mislijo o meni, mi gladko visi dol, ker je bolj pomembno, kaj jaz mislim o sebi. Kdo da sem, kdo sem, kaj imam rad, kaj so moja moralna izhodišča in smernice, in vem in čutim, da sem na pravi poti že iz tega vzgiba, ker vem, da želim vsem vse dobro. Narcis izhaja iz principa, želim sebi dobro, za ostale pa me boli kiki. Tako on razmišlja. Jaz sem hotel dodati, da oni še delajo zase, čaki, izhajajo iz potrebe po superiornosti. Še eno zelo dobro sem imel za tle zraven, pa evo, ušla je. Mogoče še en način njihovega delovanja. Oni imajo oni v bistvu, mi smo za njih v bistvu opice v njihovem cirkusu. Oni ustvarjajo iluzijo s svojimi lažmi, prevarami in nategovanji, pač ne govorijo resnice, to ni resnica, kar oni proizvajajo z svojega vidika delovanja, ne? In to je v bistvu neke vrste cirkus, rompom, pom in džumbus, in oni želijo, da smo mi opice znotraj njihovega cirkusa in plešemo, kot oni žvižgajo. Pa v bistvu moramo se zavedati, da mi nismo opice. Kaj je rekel Darwin, da smo od kježe? Tako bolano so šli in oni so kompletno zgodovino, zdaj pa se predstavimo na Mason skupino, kjer v bistvu so celo zgodovino prilagodili in vse svoje v bistvu najjače ljudi, ki so bili v bistvu največje svinje, postavili z imeni in priimki kot rešitelje sveta in največje izumitelje in ne vem kaj. Vse, kar vemo, je izmišljotina, realnost, ki nam jo podajajo, tudi približno ni taka, kot nam jo podajajo. No in oni v tem cirkusu ustvarijo eno tono bedari, ne? In oni želijo, da se mi na njihove bedarije branimo. Ne? Poglejte, zdaj recimo, glih danes sem zapisal na Facebooku, se pa ne upam odpreti, ko bo pa glih ugasnil. Kadar znotraj sebe ozavestimo moč izjave Prežihovega Voranca, kaj bi v Lovro Kuhar je bil to, ne? Kadar ozavestimo njegovo izjavo, ne boste nas, nikoli nas ne boste. Ko ugotoviš, da te šetajo iz leve na desno,
ko te terajo, ti jim daš vprašanje, da ali ne, in on te šeta, ne. Ko ti rečeš, zdaj pa mater, dosti je, ne, takrat, ampak ta dosti je se more zgoditi na nivoju vsega, stari, vašega življenja. Torej, da predelate kompletno shemo, kdo je vas cuzal, komu ste dovolili, da ste bili izcuzani. In ko na tem kompletnem nivoju rečete, dosti je, ne boste nas, šele takrat se lahko v vas zbudi ta bojevnik svetlobe, ki bo rekel, pa porka mast, pa tile piščanci mali, joj, prosti, piščanci so čisto v redu, tile primitivci, hinavski, podleži, bi radi nas, ki smo prinašalci luči na to zemljo, pravzaprav smo rekli bogovi, velikani, magnificent bitja, v bistvu energetska, svetlobna, frekvenčna bitja, ki živimo v teh telesih. In ti primitivci brez umov, empatije in sočutja, vi boste probali nas. Ma da vas sanjam, pometem z vami, če bi bilo treba. Nekako hočem reči, ozavestiti mora vsak izmed nas znotraj sebe, da je nepremagljiv, vendar ne sme dopuščati, da je zaveden. Zdaj, o narcizmu sistem ni nikoli niti črhnil, nič, ko da ga ni, ko da smo mi narcisi, ki pravimo, da smo pomembni na tem planetu, ne celo tako so obrnili, pa vse o tem smo se pa itak že pogovarjali. No, ampak na socialnih omrežjih imam občutek, če dalje bolj prisotno klanje in sranje en čez drugega, oseranje, provociranje iz strani ljudi, ki recimo kar pride na zid nekdo, prvič ga vidiš, on je tvoj, jaz precej ljudi dovolim, da so prijatelji, pa marsikdo ni, ne, pa že probam malo pofiltrirati, pa še mi kdo uide. No, ampak se kar pojavi nekdo, ki pravi, recimo, prav na izjavo Prežihov govoranca, ne boste nas, nikoli nas ne boste, in pravi ta oseba, da to zanikanje pa prinaša negativni odgovor. Ja, kva ne? Ja, veste, prav narcisi so si izmislili, da vesolje ne pozna besede ne. Ja, kaj ne pa rečem? Ja, boste nas, še nas dajte, ali kaj ne rečemo? Seveda je prav postaviti svoje jasne in glasne meje in od njih ne odstopati, je tisto, kar se od nas najbolj zahteva. Ne glede na to, kaj se dogaja v tem trenutku v Palestini, ne vemo, kaj se v tem trenutku tam dogaja, jaz nisem bil. Kaj nam pa prinašajo mediji, informacije in socialna omrežja, je pa vprašanje. Glih po noči sem gledal eno punco, ki je raziskvala posnetke, ki jih je vrgla televizija, kako v Palestini se vse bombardira, in je najdla ta posnetek, ki je bil objavljen že leta ali 2012 ali pa 2021, nekje neka detonacija, pa sploh ne v Palestini. Sicer pa Palestina je zavzeto ozemlje, ki so ga zavzeli in Židje, in tam naredili svoj Izrael. Tukaj nam postaja malenkost ali vroče ali odrešilno. Namreč Q-drops, eden izmed kapljic oziroma informacij od Q-ja je bila, da Izrael smo prihranili za na konc. Super bi bilo, da se to poklapa s tem. Jaz nobenih datumov ne fiksiram, pa še mi jih probajo tako očitati. Ne jih ne, in ga tudi tokrat ne bom, bi bilo pa fajn, če bi to nakazovalo, da pa smo res že proti koncu. In konec koncev, proti koncu bi bilo fajn, da se na koncu držimo v teh zadnjih bitkah močno, stabilno, stabilizirano, razelektreno, nahidrerano in vzdržujemo svoj notranji mir in integriteto in ne popuščamo, kajti pijavke so lačne energije in poskušajo z vsem, kar imajo. Ob tem je tako, kot
tako krt ali pa glista, ki pride ven, zastopaš, iz luknje pride in takrat je ranljiv in točno to se dogaja zdaj. Prihajajo ven na plano in videni so nam, dani so nam, ne glede na to, kaj govorijo, njihova dejanja štejejo oziroma namen, kako napišejo, je nam čedalje bolj jasen, da ne glede na črke je jasno, da je namen grd in je ideja imeti nekaj od nas. Glede na včerajšnji live z naslovom Dajmo jim mir, a ne? Če želimo mi mir, se moramo zdaj stvari postaviti v prakso. Ko pride provokator, mu reakcije ne daš. Jaz sicer odgovorim z 2-3 lepimi odgovori, pa potem kasneje dam človeku mir v svojem svetu, da ga naš mir ne bo tako motil, a ne, da bo lahko deloval čist mimo nas, ki se pogovarjamo o tem, kaj so nam govorili, kjer pravzaprav predajamo informacije in znanja in razlage vsega, kar je že bilo povedano in napisano pred časom skozi pesmi, knjige, umetnost, glasbo, svašta. In tudi skozi to vrstne slike, kjer bi nam moglo biti jasno, da imamo za seboj močno vojsko nevidnih sil in vidnih sil, konc koncev, lahko se probajo zajebavati z nami, sam ne vejo, kdo od zadaj nas čuva. Mi imamo bojevnike višjih dimenzij, ki skrbijo za našo varnost. Kljub vsemu mnogo izmed vas prehaja zdaj skozi zadnje faze čiščenja vseh starih svinarij, ki smo jih globoko potiskali v sebe. Tudi sam imam to izkušnjo in lekcijo in nekako bi vsakmu rad svetoval ali pa dal lep nasvet. Dajte sebe na prvo mesto, ustavimo se, živeli smo v hrčkovi derki, moramo se upočasniti oziroma za začetek ustaviti, uležt se v poslo, pa počivati je prispodoba, kako je nas sistem derkov in mi moramo reči tej derki sam mal, pauza, ne gre to tako. Zdaj, zaradi tega, ker sem jaz meren, sem dobil pa spet od teh narcisov, da sem pa zadet. Ne, jaz želim biti jasen, glasen, to mernost deliti naprej, zaradi tega, ker v današnjem času je forca di forca prišla do vrha, a ne? In resnično vam želim podati, še enkrat, pejte v svoj mir. Jaz sem rabil, ne vem koliko mesecev, 6 ali koliko že sem rekel, da sem se umiril, ne? In stvari razdelil in se prepustil in začel slišati svoj notranje glasove svojega višjega jaza ali pa svojega mentala ali pa svojega energetskega duše v recimo, ne, ker sporočila so. In mogoče ena taka vaja, za katero sem včeraj slišal, ful dobra. Jaz sicer sem vam že povedal, da jaz imam mravljinčenje, kadar me oblijajo mravljinci, takrat je za mene sporočilo, da je odgovor da. Zdaj s svojim notranjim oziroma višjim jazom se lahko pogovarjamo na način, da v bistvu treniramo, postavimo vprašanje tako enostavno, a je prav, da zdaj pojem to sladico, da ali ne, daj mi znak. In bodite pozorni na pisk v ušesu, na mravljinčenje, na trzljaje, na zmrazitev, na mravljinčke, na tako, ali je to ja ali ne, pa boste, ampak to je treba se malo poigravati, pa potrenirati, pa prisluhniti tem znakom, ki pridejo, zagotovo pridejo. Ampak to je treba prisluhniti, ampak dokler si ti v džumbusu ne boš s temi znaki nič. Torej, malo treninga, ampak to je spet, veste,
jaz sam pri sebi neke stvari vem, a jih treniram, ja ali ne, prej nekaj, ja. Jaz se prepuščam v kontekstu tako kot kekec, ne. To smo pa tudi že večkrat obdelali. Zdajle pa sem jaz, prištimal sem vam, odlično, pa sej, ne, nisem vam prištimal, ker moram, joj, a mi date sekundico, vam dam pa glasbo ta čas. Je. Zavedati se morate, da srečni ljudje, empati, ne izgubljajo časa s tem, da škodujejo drugim. Zlo je za nesrečne, za frustrirane, povprečne in zavistne ljudi. A želite škoditi drugim? No, vprašajte se. Jaz vem, da ne. Jaz vem, da želim vsem vse dobro in ne želim škoditi nikomur in to je lastnost empatov. Ne, ok, srečni ljudje ne želimo nikomur nič slabega. Nothing is more important than empathy for another human beings. Nič ni bolj pomembno kot empatija do drugega človeka, človeškega bitja, ki trpi. Nič. Ne kariera, ne zdravje, ne bogatstvo, no, zdravje, ne bogatstvo, ne inteligenca in zagotovo ne status. Moramo čutiti drugega in we are going to survive with dignity in zagotovo bomo zmagali in preživeli stoično. Torej, v prvi vrsti se moramo zavedati, kako zelo pomembno je, da pomagamo drug drugmu po svojih najboljših močeh, s tem, kar imamo, s tem, kar znamo, s tem, s čemer lahko pomagamo. Zaradi tega, ker kdo pa nam bo pomagal? Do zdaj smo se kar zanašali, da bo to kar mama država rešila nekaj, ne? Pa kar nekaj se ne zgodi v tej smeri, ne? Mama država noče nam nič dosti pomagati, ne? You are not obligated to sacrifice your peace for people who at war with themselves. Nisi, kako je obligated pomeni zavezan. Nisi zavezan k temu, da žrtvuješ svoj mir za ljudi, ki so v vojni sami s sabo. Okay? Dajte razumeti, naš mir je najbolj bistven, ljudje v vojni sami s sabo. Oni niso v miru, zame so to narcisi in nismo dolžni mi žrtvovati svojega miru, da bodo oni svoj nemir pretopili na nas. Ne smemo tega dovoliti. Ogromno smo že o tem govorili, ampak to je mogoče z druge perspektive povedano, ne? Kadar nekdo prehaja skozi nevihto, vaša tiha prisotnost je mnogo močnejša kot milijon praznih besed. Naš napredek, naš prehod iz 3 v 5D pomeni, da v nas nekaj umera, predvsem tisto, v kaj in s čem smo se rodili, govorim sistemskega, ne? In gre za boleč, intimen prehod, ki mu lahko rečemo storm, kaos v čebulji. Ene stvari razpadajo, pa veš, da je prav, da razpadajo, pa kako, pa družbeno ni sprejemljivo. En velik kaos se dogaja v glavah, vendar to je, lahko imenujemo z besedo nevihta in takrat prisotnost, biti poleg, samo biti zraven je dovolj. Predvsem, če imaš znotraj sebe svoj biti v svojem miru. Dovolj, ne rabimo besed. Besede so odveč in besede odhajajo na drugi tir. Najbolj pomembna je frekvenca, vibracija, prisotnost, energija, ki jo oddajamo od sebe. Ta je bolj bistvena
in prepoznavna in zaznavna in seveda tudi učinkovita. Bog je rekel, bodi potrpežljiv, moja časovnica je v nulo. Imam nekaj večjega pripravljenega zate, zato mi moraš zaupati. Boš užival in verjamem, da ti bo blazno všeč. Tako da, ne glede na to, na kateri fazi se kdorkoli zdaj v tem trenutku nahaja, ne se skerati, vse je tako, kot mora biti in to, kar v tem trenutku v vaših glavah, okolici, notranjosti razpada, je z namenom, ker ima višja sila za nas pripravljene boljše stvari. Jaz lahko to potrdim na lastni koži, prebral, slišal sem pa to iz 1000 kotov že ne vem kolikrat in se strinjam in vam predajam še enkrat z moje strani. Rdeči alarmi so nekaj, na kar smo mi mogli postati pozorni, ne? Kadar prepoznamo v človeku, da ne grejo stvari v pravo smer, je to za nas red flag, rdeč alarm, pozor, postani pozoren, nekaj ni v redu, verjetno se bo treba distancirati, ne? Ampak rdeč alarm ni zmeraj vezan na druge ljudi. Kadar začnete lagati sami sebi o tem, kdo oni so in da nimate obraza, da bi ga spustili, ne? Je spet rdeč alarm z vaše strani, da položite pozornost na to. Torej, kadar začnete lagati sebi o nekom, da je drugačen, kot da je. Ne? Se rečete, sej gospa je stara, pa ne more biti zlobna, ni zlobna, sem stara je, pa je zlobna. Ne, ona je zlobna že ves čas, sem z leti jo bolj boli kiki, ali je prepoznavna, ali ne, pa to vam prihaja. Ne smemo lagati sami sebi o tem, kaj ljudje so. Kaj so nam rekli, kaj so se prikazovali, kaj so govorili drugi o njih, ali pa sami o sebi, sploh nima veze. Njihova dejanja štejejo in nehajmo opravičevati, če poznamo dejanja, da niso v redu, pač niso v redu. Ne? Nikoli se ne argumentirajte in pregovarjajte s butastimi ljudmi, zato ker vas bodo vedno s svojim principom potegnili dol na njihov nivo in tam vas bodo odtolkali z vsemi svojimi izkušnjami, ki jih imajo. Ne? Je rekel Mark Twain. In jaz se strinjam, narcis, mičkaj na začetek se spomnite, veš, kaj njemu rečeš, daj mi ja ali ne. In on, ja, pa veš, kaj si mi tam rekel, stari, a je to tako ali ni to tako? Ja, ampak z mojega stališča je, stari, stop, a je to tako ali ni to tako? Moramo ostajati z integriteto. Čim ti na njegov neki tralala začneš tralala, ta star, si ga zihar dobil po klamfi in na koncu boš ti tisti, ki boš izčrpan. On bo pa iz tega prišel ven kot zmagovalc. No in zdaj se mi je utrnila una misel, a veste, kaj sem rekel, da mi je ušla tam na začetku, zdaj mi je prišla pa nazaj. Narcis je ali zmagovalc ali žrtev. Nikoli pa on ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ok? To je, imejte to v zamislih. On ali bo šel na vse, da zmaga, če stvar ni pripeljala do te točke, bo rekel, ja, žrtev, viš, kaj me je naredil, ampak nikoli ne bo prevzel odgovornosti za svoja podla, nizkotna in negativna dejanja. Pay attention. Prevzemite, bodite pozorni malo. Ja, informacije je luč in luč je informacija. Bolj ko postajate informirani, bolj vibrirate znotraj sebe. Smo elektromagnetna bitja in vse, kar smo, je to, da prenašamo informacije drug drugemu in drug od drugega, drug preko drugega. Elektrika je elektrika in se nas sprašuje komu kaj, če si električno bitje, si električno bitje. In tako da
Informiranje je zagotovo za nas precej pomembna stvar. Informiranje in opazovanje in razumevanje. Tako da bolj, ko razumemo, bolj vibriramo, bolj postajamo magnetni, bolj privlačimo te, ki so lačni in žejni, in tam moramo postaviti jasne meje, da dovolj zgodaj prepoznamo, da nismo izčrpani. Skrivnost pametnih genijev je to, da nosijo duh otroka v sebi v adolescenco, v odraslo dobo, kar pa pomeni, da nikoli ne izgubijo entuzijazma. Entuzijazem je tista stvar, ki jo rabimo. Sem mislil, da sem jaz dobil obisk. Entuzijazem je eden spet nov izraz, ali pa manjkrat ga uporabim. Jaz sem rekel, tisto, kaj delamo radi, kaj delamo iz srca, z ljubeznijo, s strastjo, zagotovo ne more biti narobe in zagotovo pelje po poti k našemu zakladu, ki smo ga dobili v obliki talentov, veščin in sposobnosti. To je tiskanje nam je bilo v zibelko podano, in entuzijazem je pa mogoče še en izraz, ki nakazuje, da smo prav, in to je ta otrok v nas, in življenje ni smrtno resna stvar. Življenje je igra, raziskovanje, veselje, kreativnost, delovanje, sodelovanje, igra, ples in kreacija. I grew to understand that people don't always build walls to keep others out. Tako je. Zrastel sem do razumevanja, da ljudje niso postavili zidov zato, da bi pustili ljudi oziroma druge zunaj sebe, v kontekstu, da ne pustijo drugih zunaj, zato da so oni tam. Predvsem so ti zidovi zgrajeni zaradi tega, da zaščitijo tisto, kar je znotraj sploh še ostalo. Zdaj, zgraditi zidove visoke okrog sebe je tak dvorezni meč. Mi moramo biti kvalitetni vratarji, dovoliti, kdo ja, pa kdo ne, ker odpreti se svetu je smiselno, nujno potrebno, in življenje potrebuje nas odprte. Problem pa je, ker smo bili na tak način mnogokrat ranjeni, ker izhajamo iz razmišljanja svetlobe, da smo vsi ljudje taki, pa temu seveda ni tako, in smo bili razočarani, prizadeti, poškodovani, razočarani in tako naprej. Zaradi tega smo mi ta vrata zaprli, ampak skozi ta vrata ni nikoli več prišlo nič slabega in nič dobrega. Zagotovo pa je mnogo ljudi zaprlo ta vrata iz razloga, da ni šlo tisto, kar je not ostalo, žal pa ni moglo priti nič več noter. Spet ena taka plastična prispodoba. Le dejte odpreti sebe, odpri soncu srce, vse štima, vendar bodi previden, da ne pride parazit, da ne pride nekdo v lepi maskici in reče: Lizi, ko imam zate. Veste, je prelepo, da bilo res, ne? Bodite previdni, ker prave nagrade ne prihajajo čist direkt od ljudi, prihajajo od druge. Sometimes you don't need to hear their excuses, whatever have to say for themselves, because their actions are already tako. Mnogokrat ne rabite slišati njihovih izgovorov ali karkoli vam imajo povedati, zaradi tega, ker njihove akcije pravzaprav že govorijo o tem, kdo so, in govorijo resnico. Še enkrat, že 100-tič, bodite pozorni na njihove akcije, ne na besede. Energija govori, akcije. In bodite tako pozitivni, da bodo negativni ljudje izbrisali se od vas na socialnih omrežjih. Jaz vam garantiram, da to že funkcionira. Jaz blokiram malo ljudi, po večini se sami. Pridejo pičet, pol pa grejo. Mislim, ko jim vrnem en tak lep odgovor, saj navadno se jim kar zahvalim za njihovo bedastost. Tako da ja, bodimo pozitivni, ne pademo na njihovo negativo. Oni želijo, da vrnemo njim negativo. Ne smemo tako, mi moramo dati pozitivo, tega niso vajeni, to je za njih novo,
in morilno. Res, to je za njih smrtonosno. Evo, ko se besede ne skladajo z dejanji, temu rečemo manipulacija. In odklanjati odgovornost za to pa se imenuje gaslighting, zamegljevanje, zaplinjevanje. Ne? Torej, ljudje nekaj govorijo, delajo drugače, temu se reče manipulacija, kadar pa ljudje zavračajo, da nosijo odgovornost. To je tisto, kar sem prej razlagal, tista zgubljena misel, ne? So žrtve, so zmagovalci, nikoli pa niso odgovorni. Ne? In zato, da odgovornosti ne sprejmejo, začnejo zamegljevati stvari in jih obračati besede in empati. Ljudje svetlobe želimo biti jasni in glasni, oni želijo biti nerazumljivi, ampak da izgledajo pametni. Ni, ljudje, dragi moji, kadar imate pred sabo govorjeno ali pa zapisano besedo, pa se vprašate, čakaj, kaj je hotel reči, je to že rdeč alarm. Bodite pozorni, verjetno imate opravka z napačno osebo. Lahko rečete kako, pa boste videli, kako boste dobili odgovore. Samo to so moje izkušnje, ker sem jih bil pozoren, tako kot vam probam razložiti, bodite pozorni. Ja, no, še to, mi se pogovarjamo v zadnjem času, so to bitko prevzele ženske, a ne? V koroni ne, prve so jo prevzele ženske in kar se mene tiče in mojega opazovanja in statistike, ki jo vodim v ozadju v odnosu na vsebine, ki jih dajem od sebe, lahko opažam, da v zadnjih mesecih na plano prihaja že kar nekaj več moških. Ampak podatek, da ima danes povprečni 20-letnik ima danes toliko testosterona kot 70-letnik leta 2000. To pomeni, da je padec testosterona večji od 50% v zadnjih 20 letih. Ja, torej namensko so v zadnjih 20 letih v moških zbijali testosteron skozi hrano, pijačo, ne vem, vse možne oblike, verjetno tudi zrak in vse ostale stvari, tako da svašta. Jaz moram nehati zaradi tega, ker je disk poln. Ok, še zadnji slajd, ki pravi dogajanju, evo, Izrael smo prihranili do konca za ta zadnjega in to je to. Skratka, Izrael je tukaj, upajmo, da se tle bitka počasi končuje. Želim vam, da užgete bojevniški duh in se ne date dost motiti zaradi tega, ker mi smo neuničljivi in se nas ne da, ker smo luč. Uživajte, bodite prečudovito, ljubljeni vsi. Ajde, čau!